Šmarnično branje za leto 2020, pripravil ga je profesor dr. Bogdan Dolenc z naslovom Sveti Janez Henrik Newman, svetnik, ki nagovarja srca. Enajsti dan. Bolezen in izročitev blage luči Božje previdnosti. Zgodba o Janezu Henriku Newmanu nas je pripeljala do leta 1832. Razmere v angleški cerkvi so klicale po prenovi, oksfordski učitelj pa se je s prijateljema podal na daljše potovanje po Sredozemlju. Obiskal je tudi Rim. Njegova lepota in zgodovina sta ga očarali. Kot anglikanec pa je svoje predsodke do katoliške cerkve tam samo še utrdil. Namesto da bi se s prijateljema vrnil v Anglijo, je na lastno pest potoval na Sicilijo. V aprilu 1833 je Janez Henrik Newman po svoji odločitvi raziskoval kraje ob južni obali Sicilije, deloma s plovbo ob obali, deloma z ježo na muli, ki jo je najel. Potovanje je bilo naporno in ga je povsem izčrpalo. Odpornost mu je padla in lotila se ga je huda mrzlica. Služabnik Gennaro, ki ga je spremljal, mu je kuhal čaje, vendar se stanje ni izboljšalo. Za več dni sta morala najeti sobo v nekem gostišču. V dolgih urah bolezni je razmišljal tudi o tem, da se morda domov ne vrne živ. Služabniku je dal domače naslove svojih prijateljev. Ko je razglabljal o svojem dotedanjem življenju, si je očital svoje glavost v odnosu do predstojnikov in prijateljev. Sramoval se je svoje plitkosti. Bolezen mu je pomagala še jasneje spoznati pretekla dejanja in nagibe. Toda kljub kesanju in sramu si je mogel iskreno reči: nisem grešil proti luči. Potem je spet živo čutil Božjo varujočo roko. Razmišljal je, da morda le ne bo umrl na Siciliji, se je slutil, da ima Bog zanj pripravljeno neko posebno delo v Angliji. Sreča je nanesla, da je prišel do dobrega zdravnika. Newman se je z njim pogovarjal latinsko. Čeprav ga je tresla mrzlica, je bila njegova latinščina še vedno precej boljša kot zdravnikova. Služabnik in spremljevalec Gennaro je bil star vojak, ki je rad kaj močnega popil, a je imel tudi lepe lastnosti. Newmanu ni nikoli ničesar ukradel, čeprav je imel za to nešteto priložnosti. Za svojega gospodarja je skrbel z zgledno potrpežljivostjo in predanostjo. Mrzlica je popustila, moč se je vračala in tako sta se lahko vrnila v Palermo. Tam je Newman proti koncu maja dolge tedne čakal ladjo, ki bi ga ponesla proti domovini. Vse bolj ga je zaposlovala misel, kaj se dogaja v Oxfordu in Angliji. Lepo je nagradil služabnika za njegovo skrb in se vkrcal na ladjo. A tudi ta plovba ni bila brez težav. Zaradi brezvetrja so morali ves teden čakati v prelivu med Sardinijo in Korziko. V tistih dneh je Newman napisal pesem, v katero je prelil svojo izkušnjo bolezni in okrevanja na Siciliji. Naslovil jo je Oblačni steber. V njej se naslanja na pripoved o izhodu Izraelcev iz Egipta. Bog je svoje ljudstvo spremljal in hodil pred njim v ognjenem stebru po noči in v oblačnem stebru po dnevi. Tudi za kristjane je Bog vodnik in luč, ko skozi puščavo življenja trudoma iščejo pot v obljubljeno deželo. Muči jih domotožje, utrujeni so, toda mirni, ker jih vodi Bog. Pesem je molitev in se glasi takole. O, vodi me, dobrotna, blaga luč, v temi, ki me obdaja, vodi me. Temna je noč in daleč sem od doma, ti vodi me, ti razsvetljuj mi pot. Ne prosim, da bi v širne zrl daljave, ne vidim pred seboj le za korak. Drugačen bil sem, kakor zdaj nekoč, da nisem prosil, da me vodiš ti, želel sem sam določati si pota, a za naprej ti vodi me povsod. Predan na puhu bil sem in praznoti,
o ne spominjaj mojih se zablod. Bila s menoj je zdavnaj tvoja moč, me varno bo vodila še naprej, prek pušč, močvar in skal in rek besnečih, dokler ne mine noč in prismejo se v svitu jutra angelov obrazi, pozabljenih za hip, spet ljubih kot nekoč. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Svet Janez Henrik Newman, prosi za nas.